Dober večer, dragi otroci, starši, stari starši in seveda vsi ostali, tako nadaleč preko zaslonov, preko spleta. Vam moram odkrito povedati, da vas prav pogrešam. Nismo se videli že od 17. oktobra, ko so bile odpovedane svete maše, veruk, tako da komaj čakam, da se bomo videli v živo. No, najprej na začetku bi vas pa vprašal, kako ste otroci? Ste v redu? Bolj na glas, ker jaz čisto nič ne slišim. Dobro ste, to pa je prav fajn slišal, da ste v redu, to sem pa prav vesel. Torej, dragi otroci, če vas vprašam, kateri dan je danes? 4. december pa res ne? 6. december tudi še ne? 5. december, tako je, 5. december je danes, 4:30 in kaj pričakujemo? Kaj pričakujemo sedaj? Zakaj ste prišli pred zaslone? Nekdo je rekel svete 3 kralje, svetih 3 kralje pa res še zdaj ne. No, še eno možnost vam dam. Svetega Roka, sveti Rok je 16. avgusta. Kaj pričakujemo? Svetega Miklavža, tako je. Letos bo malo drugače kot lanska leta, ko ste bili tukaj zbrani, zdaj cerkev je tako prazna, ampak sveti Miklavž bo vseeno prišel. Bog ga je poslal iz nebes in bo vsak čas tukaj. In tudi zanj ste poslali že nekaj risbic preko spleta za mene ali pa v poštnem nabiralniku sem jih kar nekaj našel. Tukaj je ena lepa hiška od Miheta, potem imamo veliko risbic. Krasne risbice se narisali, to bo Miklavž zelo, zelo vesel. Jaz mislim, da bo vsak čas tukaj, malo zamuja, ampak bo že pravi čas prišel. Sveti Miklavž bo seveda tudi letos vam prinesel darila, ampak sveti Miklavž ne bo prinesel daril zaradi tega, ker ste pridni, ampak ker sveti Miklavž ima veselje prinaša darila. Zato vas povabim, dragi otroci, da bi vi tudi bili taki majhni Miklavži drug drugemu, da bi se obdarovali drug drugega in da bi našli veselje v tem. Čakajte malo, zdaj pa malo tišine, prosim. Nekaj slišim v daljavi. Mislim pa, da prihaja Miklavž. Prisluhnimo in poglejmo. Ja, pozdravljen, sveti Miklavž, prav lepo te videti. Dober večer, pater Egon, dober večer. Kako ste, Miklavž? Prav v redu, komaj sem čakal, da sem spet lahko prišel na zemljo. No, da se pozdraviva. Sedaj v tem čudnem času, ne vem, ko na zemlji razsaja COVID-19, v nebesih nimamo nikakršnih takšnih tegob. Res je lepo, pridite pogledati, čim prej. V redu, upam, da še ni tako hitro, rad bi še nekaj časa živel tukaj na zemlji. Dobro,
Egon, mi prosim pomagaš, tale koš je zelo težak postal na pot. Seveda. Hvala. Izvoli mikrofon. Bom jaz tukaj kar odložil vsem. Vidite, otroci, in kar nekaj daril Miklavž prinesel za vse. Saj res, otroci, kako zanimivo. Bil sem navajen, da ste prišli tukajle v cerkev. Letos pa zaradi, ja, saj razumem, zaradi pandemije ste morali ostati doma. Ampak saj se vseeno vidimo. Ja, poglej, koliko lepa družina tamle v kuhinji za adventnim venčkom. Pozdravljeni. Pa še tamle, eni ste pa v dnevni sobi. Ja, koliko lepo. Pa vidim, da imate vsi že prižgano prvo svečko na venčku. Zelo pohvalno. Joj, kakšne čudovite otroke imate, Egon. Zelo lepo skrbite za njih. Res je tudi, poglej, kakšno lepo hiško so ti naredili, pa risbice. Prosil, da ti nekaj pošlja za tebe in so veliko stvari pripravili. Kako lepo, to bi pa rad videl, kakšne risbice so letos narisali. Izvoli, kar usedi se, gledaj, tu se lahko usedeš. Hvala. Verjetno po dolgi poti pa palico ti lahko vzamem, če lahko. Seveda, prosim. Tukaj ti bom odložil, jaz se bom pa umaknil, pa Sveti Miklavž vam bo sedaj povedal kakšno zgodbico, pa en nagovor bo imel za vas, tako kot vsako leto. Srečno, Miklavž. Pozdravljen, Egon. Pater Egon, ste mogoče še tukaj? Bi mi prinesli, prosim, zlato knjigo. Tam, za vogalom sem jo pozabil. Aha, samo trenutek. Jo že imam. Samo malo, takoj ti prinesem, Miklavž, takoj. Najlepša hvala, Egon. Prosim. Krasno. No, pa poglejmo, kaj piše v njej. Ali ste bili otroci letos kaj pridni, ali ne? Ja, veliko lepega je napisano tukaj notri. Jan pomaga mamici. Ivana je pomila posodo in pospravila z mize. Nejc je peljal psa na sprehod. Pridni ste otroci, zelo pridni. Nič. Mislim, da bom jaz kar pogledal, kakšne slikice ste mi narisali, ker to me pa vsako leto tako razveseli. Da vidimo, kakšna čudovita slika. Max iz 1. razreda. Poglejte to lepo sliko. Miklavž s košem daril, snežinke in majhni otrok. Sedaj sem se spomnil na svoje otroštvo. Veste, otroci, jaz sem živel pred več kot 1500 leti, od leta 270 do leta 350 po Kristusu. Rodil sem se v Likiji, v Miri, to je v Mali Aziji. Moja starša sta bila zelo pobožna in sta si dolgo želela imeti otroka, ampak ga nista dobila. Potem pa le ju je Bog uslišal in na svet sem prijokal jaz. Ime sta mi dala Nikolaj, kar pomeni zmaga ljudstva. Moja starša sta bila res zgledna človeka in veliko lepih stvari sta me naučila. Žal sta pa zelo zgodaj odšla z tega sveta in še kot otrok sem ju izgubil. Potem pa je zame skrbel duhovnik v Miri. Zelo srčen človek. Res je lepo skrbel in tako me je navdušil nad Gospodom in njegovimi deli, da sem se odločil, da bom še sam postal duhovnik. In tako sem postal duhovnik.
No, pa poglejmo naslednjo sliko. Lara, kakšna lepa slika. Snežinke, parkelj in angelček. Parkeljne sem letos pustil kar v peklu, zaradi tega, ker je že dovolj tegob na zemlji. Angelčki pa že prinašajo darila. Zvečer bodo prišli tudi do vas, ker ste bili tako pridni. Glejte, kakšna lepa risbica. Matevž je tudi narisal Miklavža. Ja, tukaj sem si pa zelo podoben. Bravo, Matevž. Zelo, zelo lepa risbica. Pa parkelj in angelček. Ja, tudi parkelj ima nebeški svit. No, to jim lih ne pristoji, ampak očitno je tale iz poboljševalnice. Otroci, kdo pa je to narisal? Matej. Matej tudi narisal slikico mene in zelo lepo je poudaril tole kapo, ki jo nosim, oziroma pokrivalo, ki ga nosim na glavi. Otroci, a mogoče veste, kako se reče temu pokrivalu, takemu zašiljenemu? Kako? Slabo slišim? Ja, mitra. Mitra. To je škofovsko pokrivalo. A veste, kako sem jaz postal škof? Ko so v Miri glasovali, kdo bo nov škof, se niso mogli odločiti, kdo je najbolj primeren, kajti imeli smo veliko dobrih duhovnikov. Na to pa so se skupaj odločili, da bodo za novega škofa postavili tistega, ki bo prvi stopil naslednji dan v cerkev. Si morate misliti, da sem bil to ravno jaz? Vsako jutro sem zgodaj, že pred sončnim vzhodom, šel v cerkev molit. In tako sem bil prvi, ki je tisti dan stopil v cerkev in doletela me čas, da sem postal škof. Ko bi vi vedeli, kako sem bil vesel, kar nisem mogel verjeti. Tako da potem sem še bolj vneto in goreče skrbel za moje očice, za ljudi v mestu Mira. Veste, nekega dne je prišlo do hude lakote. Ljudje niso imeli več kaj za jest. Tudi sam sem razdal vso hrano, ampak ni bilo dovolj. Zato smo skupaj začeli moliti Gospodu, da nas usliši, da nam da hrano, da bomo lahko živeli. Ne boste verjeli, iz Egipta so priplule ladje polne hrane, ampak tik preden so dosegle pristanišče, se je razbesnelo hudo neurje. Strele so treskale in veter je pihal in bili so ogromni valovi, tako da je grozilo, da se bodo ladje potopile in vsa hrana z njimi. Spet smo stopili skupaj in smo prosili Boga, ki je že večkrat umiril vihar na morju. A se mogoče otroci spomnite prilike, kako Jezus pomiri vihar na morju? No, kar malo razmišljite, če ne pa vzemite v roko Sveto pismo, pa poglejte ta odlomek. Bog nas je spet uslišal, pomiril je morje in ladje so varno pristale. Lakote je bilo konec in ljudje so spet srečno živeli naprej. Ja, kaj pa je tukaj le noter? Smuti za Miklavža. Kakšen dober smuti z bleščicami. Takega pa še angelčki v nebesah ne znajo zmešati skupaj. Ja, kako lepo. Kdo to? Marino mi je. Miha. Več vas je tukaj le noter. Marino in Miha sta mi ta smuti. Ja, zelo lepo. Marino se je zahvalil za lanska darila. Ja, letos jih boš prav tako dobil, ker si bil zelo priden.
Otroci, se mogoče spomnite, da sem kdaj na kakšnem oltarju naslikan s 3 zlatimi jabolki. Vam povem, zakaj. V mojem mestu so bile 3 sestre, ki so bile zelo revne. Bile so zelo srčna dekleta. Vendar zaradi revščine niso mogle najti moža. Še v nedeljo jim je bilo nerodno iti k sveti maši, ker niso imele lepih oblek. Opazil sem to stisko in nekega večera sem na skrivaj vsaki prinesel 1 zlato jabolko. Tako, da so se lahko privoščile lepa oblačila in kasneje so se tudi vse 3 poročile in imele lepe družine. Ja, takrat sem prvič na skrivaj prinesel darila. In Mija mi je napisala eno čudovito pismo, hvala, da nam prinašaš darila, in risala eno lepo smrekico z veliko darili. Kako lepo. Hvala, Mija. Ja, veliko zanimivih stvari sem doživel kot škof. Veste, nekega dne so v eni družini razbojniki ugrabili njihovega otroka. Celo mesto ga je iskalo, pa ga niso mogli najti. Tudi jaz sem ga šel iskat in močno prosil Boga, da ga pripeljemo nazaj. Veste, da smo ga res našli. Kako so bili starši veseli, ko so spet zagledali svojega otroka. Še veliko zanimivih dogodivščin sem doživel z Bogom na tej zemlji. Potem pa me je po 80 letih poklical v nebesa. Tam je šele lepo. Sedaj pa, dragi otroci, moram iti naprej, ker me čakajo tudi v drugih župnijah. Ne pozabite, zvečer vam bodo gotovo angelci prinesli kakšno čudovito darilo. Lepo bodite, otroci, pa se vidimo naslednje leto. Z Bogom! On nosi cel svet, v rokah on nosi cel svet, v rokah on nosi cel svet, v rokah on nosi cel svet, v rokah. On nosi mene, tebe, njega, v rokah on nosi mene, tebe, njega, v rokah on nosi mene, tebe, njega, v rokah on nosi cel svet, v rokah. On nosi mamico in očka, v rokah on nosi mamico in očka, v rokah on nosi mamico in očka, v rokah on nosi cel svet, v rokah. On nosi malo nežno dete, v rokah on nosi malo nežno dete, v rokah on nosi malo nežno dete, v rokah on nosi cel svet, v rokah. On nosi svetega Miklavža, v rokah on nosi svetega Miklavža, v rokah on nosi svetega Miklavža, v rokah on nosi cel svet, v rokah. On nosi angelče in bakle, v rokah on nosi angelče in bakle, v rokah on nosi angelče in bakle, v rokah on nosi cel svet, v rokah. On nosi Patre Jezu